V prostorih sejne sobe občine Ljutomer je potekala 21. redna seja občinskega sveta občine Ljutomer. Dnevni red občinske seje je bil sestavljen iz 6 točk, v okviru katerih je med drugim občinski svet obravnaval odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 2026, dopolnjen predlog, odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Ljutomer v leto 2026. Vabljeni k ogledu posnetka seje. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki občinskega sveta občine Ljutomer, gospod podžupan, gospod direktorica, sodelavci občinske uprave, prav lepo vas pozdravljam na 21. redni seji občinskega sveta občine Ljutomer. Lep pozdrav seveda tudi tistim, ki nas spremljajo. Želim pa vam seveda vsem obilo zdravja, sreče in pa uspehov ter tudi dobrega razumevanja. Za današnjo sejo so se opravičili zaradi bolezni gospoda Rinka Budna, potem gospa Mira Rebernik Žižek, gospod Aleš Lipovec, zadržani pa so tudi gospod Dejan Karba, gospod Vitomir Kavčič in pa gospod Robert Štefanec. V času med prejšnjo današnjo sejo je svoj osebni praznik praznovala tudi gospa Saša Polajner. Iskrene čestitke, vse dobro v imenu nas in seveda veliko smeha in veselja. Z gradivom ste prijeli zapisnik 20. redne seje občinskega sveta občine Ljutomer z dne 10.12.2025. Izvolite, mogoče kakšna pripomba. Če ne dajem zapisnik v potrditev, kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Potem zapisnik 6. dopisne seje občinskega sveta občine Ljutomer z dne 18.12.2025. Ja, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj, pa srečno pozdravu, nove lete, županje, občinski svetniki in občinska uprava. Jaz imam eno vprašanje glede zapisnika 6. dopisne seje. V zapisniku je zapisano, da je bilo potrebno odločitev sprejeti prej, kot pa je bila predvidena redna seja občinskega sveta, prav tako pa ni bilo pogojev za sklic izredne seje. Zdaj, 23. člen poslovnika točno določa, o čem se na dopisni seji ne sme odločati. Na dopisni seji se ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o statutu in poslovniku, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. In prav o tem se je bila dopisna seja. 22. člen pa določa pogoje in rok za sklic izredne seje, ki pravi, vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno članom sveta najkasneje 3 dni pred sejo. Naj spomnim, da je dopisna seja potekala od četrtka 18.12.25, se pravi pred praznik je bilo dovolj časa za sklic izredne seje, zato pa prosim za podrobno razlago zapisanega, to, kar je bilo zapisano v zapisniki, da ni bilo pogoja za sklic izredne seje. Glejte, odločitev o tem je seveda bila posledica odločitve več občin, ki smo pristopili k razpisu pomoči na domu. Bil je objavljen razpis, občinski svet ne bi odločal o višini cene, zaradi tega, ker je na podlagi razpisa ponujena cena, seveda tista, o kateri več občinski svet ne odloča. Ker pa so bile izredne razmere, izvajalec javne službe oziroma koncesionar izbrani je moral do praznikov obiskati 52 upravičencev fizično. In so se tudi z njimi pogovarjali. Vi veste, da je dosedanji izvajalec bil Center za socialno delo in te sodelavke, ki so bile na Centru za socialno delo, so seveda šli tudi do upravičencev, kjer so upravili obiske, se pogovorili o tem, kako pričeti nemoteno, brez kakršnikoli škodljivih posledic ali pa slabe volje do uporabnikov. S 1.1. je namreč bilo potrebno začeti z izvajanjem te storitve. To smo smatrali kot izredno okoliščino, da je potrebno proaktivno ukrepati,
Dodatno pa smo utemeljevali, ko smo se pogovarjali tudi z ostalimi občinami, to z tem, da smo že v predlogu proračuna za prvo obravnavo predvideli subvencijo, ker pomoč na domu se subvencionira, tudi do sedaj se je subvencioniralo in se je sedaj seveda glede na to, da je Center za socialno delo za večino, se pravi 3/4 teh upravičencev, že dalo vlogo za dolgotrajno oskrbo, mislim, da niti ne bo toliko finančnih posledic, kot je sedaj predvideno v proračunu. Tudi za drugo obravnavo. Tukaj nismo nič spreminjali, zaradi tega, ker je pač tukaj zelo veliko nedorečenosti. Izključno se je nujno ukrepalo, ker smo želeli, da je ta prehod do uporabnikov seveda čim bolj človeški, če se lahko tako izrazim. Zamislite si 3 dni pred Božičem, pa od Božiča do novoletnih praznikov obiskati 53 ljudi ali 52, nema zdaj sicer za besedo držati, ali to 52 ali 54, vsakega obiskate, prazniki so bili, ni bil enostavno mačji kašelj. Zato smo tudi nekako, ker je cena določena, se pravi tisto, ki jo pač tisti, ki se prijavijo na razpis, ponude, občinski svet pa dejansko odloča o subvencije. Subvencija pa je tista, ki je bila že predvidena še enkrat v predlogu prve obravnave in jaz mislim, da niti ta sredstva ne bodo uporabljena. Če bo večina teh upravičencev, ponovno poudarjam, za katere center že dal vloge za dolgotrajno oskrbo, če bodo dobili dolgotrajno oskrbo odobreno, potem to ne bremeni več občinskega proračuna. Še kdo ima kakšno pripombo mogoče? Izvolite, gospod Vuk. Tudi v mojem imenu seveda se pridružujem enakim željam, kot je kolega Žižek povedal, kar se tiče vstopa v novo leto. Ne glede na vašo razlago je nedopustno, da se je seja odvila tako, kot se je. Niti enega razloga niste izpostavili, ki ga poslovnik določa za sklic dopisne seje. Ampak navajate neke popolnoma druge razlage, ki pa ne odtehtajo tega, da ste kršili poslovnik. Vi pa še nekaj o vsebini, če lahko še kaj o vsebini zdaj razpravljamo. Ok, prav. Bomo potem... Veste kaj, jaz vas razumem. In nekako bi si želeli v letošnjem letu, da pa potem imamo danes sprejeti novi poslovnik, da bomo pa zmogli, da bo naše poslovanje, naše aktivnosti na občinskem svetu skladne s poslovnikom. Mi smo že od vsega začetka, od prve seje navajeni, da konstantno kršite poslovnik, pa jaz predlagam, pa tudi pričakujem županja, da se v prihodnosti držite kršitev poslovnika in da poslujemo skladno s poslovnikom. Toliko, hvala. Vzamem na znanje z veseljem, s tem, da potem tudi vas povabim, da si preberete določila poslovnika in potem tudi svoje izvajanje na tak način delite z nami na samih sejah. Glejte, smo pri zapisnikih, jaz prosim, da se vsebinsko, bom pa samo en primer izpostavila, ne. Če se ne bi obiskalo vseh teh upravičencev, če se ne bi z vsemi gospemi, ki so na Centru za socialno delo opravljale za te upravičence storitev pomoči na domu, če se to ne bi zgodilo, pa bi 1.1. na novo leto dan ostali brez oskrbe, pa so ljudje v postelah, nepokretni, potem pa mene zanima, kakšno vprašanje bi mi takrat postavljali. Ali bi takrat bil na prvem mestu določba poslovnika, ali pa človek, ki je v neugodni situaciji. Oprostite, meni se zdijo ene življenjske situacije nad vsemi akti, čeprav sem pravnica, nad vsemi akti, zato ker človek rabi pomoč. To so zelo težke situacije pri posameznikih, mogoče pa boste kdaj se s tem tudi soočili, oziroma to nas vse čaka in jaz vam želim samo dobro, da bomo imeli dobro oskrbo tudi takrat, ko bomo starejši. Ali pa tudi so primeri, ki so mlajši, pa zelo bolni ljudje. Pa tega je vedno več. Izvolite še, gospod, ste prosili.
Ja, v zapisniku je razvidno, da sta dva glasovala proti. Ne? Tu smo bila mi dva svetnika stranke SDS, glasovala pa nismo proti zaradi vsebine, glasovala smo zaradi izvedbe postopkov, ker dopisna seja ne omogoča nobene strokovne razprave in svetnika stranke SDS nismo glasovalni stroj, glasujemo po nekih informacijah, na podlagi nekih informacij, ki jih na dopisni seji nismo imeli. To je žalostno. Gospod Žižek, jaz sem za vsakega. Obrazložitev. Veste kaj, mogla boste si prebrati poslovnik. Resno, vi meni očitate, kako kršim poslovnik. Tu pa se zdaj gremo nekšne jajčkanja brezvesna, ki sploh ne pašajo k vseh todi točke. Oprostite, povejte, podpirate zapisnik, pripombo na zapisnik, to je zadeva zaključeno, pika. Ne pa vsebinsko razpravo, kdo je kako odločil ali ne. No, to hočem povedati. Z dopisno sejo ste se elegantno izognili razpravi o določitvi, ali so te cene primerne, ali so neprimerne. Ali so to fair cene, ali pa so prijateljske cene. Verjetno so Gospod Žižek, stavite se, vzamem vam besedo. so fair cene, samo mi svetniki ne vemo, ker nimamo informacij. Gospod Žižek, jaz ne vem, če vi mene poslušate. Če je javni razpis, pa se zberajo ponudbe, zbere se najugodnejša ponudba. Kaj boste vi, kako občinski svet ni pristojen v tem primeru odločati o cenah, ampak o subvencije. Smo še vedno pri zapisniki. Dajem zapisnik na glasovanje. Kdo je za? Dvanajst za. Kdo je proti? 2 proti, izglasovano. Realizirani sklepi. Sprejet je bil sklep številka 219, s katerim je občinski svet sprejel strategijo za mlade v občini Ljutomer za leto 2025 do 2029. Potem je bil sprejet sklep številka 220, s katerim je občinski svet podal pozitivno predhodno mnenje k strateškemu načrtu javnega zavoda Splošne knjižnice Ljutomer 2025 do 2029, ki je priloga sklepa. Potem je bil realiziran sklep številka 221, s katerim je občinski svet podal soglasje k sanacijskemu načrtu vzpostavitve manjkajočih pogojev za opravljanje knjižnične dejavnosti Splošne knjižnice Ljutomer. Potem je bil realiziran sklep številka 222, s katerim se je občinski svet seznanil z elaboratom 2026/2024 oblikovanju cen storitev v obvezni občinski gospodarski javni službi varstva okolja oskrbe s pitno vodo. Potem je bil realiziran sklep številka 223, s katerim se občinski svet seznanil z elaboratom o oblikovanju cen 2026/2024 za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Potem je bil sprejet sklep 224, s katerim je občinski svet potrdil program zbiranja komunalnih odpadkov v občini Ljutomer za leto 2026. Potem je bilo realizirano mnenje številka 225, s katerim je občinski svet dal pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Ksenije Žuman za ravnateljico vrtca Ljutomer. Realiziran je bil sklep številka 226, s katerim so v svet osnovne šole imenovani novi kandidati. In pa tudi sklep številka 227, s katerim ste imenovali nove predstavnike ustanoviteljice v svet javnega zavoda osnovne šole Cvetka Gularja Ljutomer. Realiziran je bil tudi sklep, s katerim je bilo potrjeno soglasje k subvenciji oziroma ceni socialno-varstvene storitve pomoči na domu. To je to. Dobili ste dnevni red z gradivom, na mizo ste tudi dobili predlog dodatne točke, in sicer to je pravilnik o uporabi Doma kulture Ljutomer. Kot vam je znano, ste na preteklih sejah potrdili predlog, da se upravljanje Doma kulture Ljutomer prenese Splošni knjižnici Ljutomer od dosedanjega javnega sklada za kulturne dejavnosti. In seveda je potrebno definirati pravila igre, se pravi uporabnike, način, ceno, občasne uporabe prostorov v Domu kulture. Tu bomo vas povabili, da se seveda seznanite z vsebino strani naših uslužbencev, kajti
Z odlokom, ki smo ga sprejeli, je bil dotedajni pravilnik, seveda, njegov bo prenehanje začelo veljati konec leta 2025. Tako da prosim, če se lahko ta točka uvrsti na dodatni dnevni red. Sprašujem pa vas, če imate mogoče še vi kakšen predlog za dodatno točko ali za umik. Če ne, potem dajem predlog dnevnega reda na glasovanje, oziroma najprej uvrstite dodatne točke, se pravi, to je pravilnik o uporabi Doma kulture Ljutomer. Kdo je za dodatno točko? Hvala lepa, soglasno. Tako da dan v potrditev naslednji dnevni red, pod prvo točko Poslovnik občinskega sveta občine Ljutomer, druga obravnava, pod drugo točko Odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 2026 dopolnjen predlog, pod tretjo Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Ljutomer v letu 2026, pod četrto Sklep o podelitvi Miklošičeve nagrade in priznanja na področju kulture za leto 2026, pod peto pravilnik, oziroma bi mogla dati že pod četrto, ne? Glede na težo predpisov, se opravičujem, pod četrto na novo predlagano točko pravilnik uporabe Doma kulture, pod peto točko Sklep o podelitvi Miklošičeve nagrade in priznanj, pod šesto točko imenovanja predstavnikov občine Ljutomer v svet območne izpostave JSKD Ljutomer in pa pod sedmo vprašanje in pobude članic in članov občinskega sveta občine Ljutomer. Kdo je za predlagani dnevni red? Hvala lepa, soglasno. Smo pri prvi točki, Poslovnik občinskega sveta občine Ljutomer, druga obravnava. Poslovnik je bil v prvi obravnavi potrjen, v drugi obravnavi so ga seveda tudi obravnavala delovna telesa. Prosim za stališče odbora za finance, gospod Bojana Gošnjak. Lepo pozdravljeni tudi v moje imena. Statutarno pravna komisija je na svoji seji sprejela Poslovnik občinskega sveta občine Ljutomer. Občinskemu svetu občine Ljutomer predlaga, da ga v predlagani obliki sprejme in objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. Hvala lepa. Ni razprave, dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer sprejme Poslovnik občinskega sveta občine Ljutomer. Poslovnik se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Naslednja točka Odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 2026, dopolnjen predlog. Aha, gospa Kristel je tudi odsotna, se pravi 14 prisotnih, smo pa sklepčni, ne? Hvala lepa. Hvala, direktorka, za opomnik. To ni dobro. Martina, še nekomu. Pripomb. Hvala za zaupanje in soglasje k proračunu občine Ljutomer za prvo obravnavo. Sedaj bom vas seznanila z pripombami, ki so bile podane v času javne razprave. Zahvaljujem se vsem, ki so pripombe posredovali. Z sodelavci smo skrbno pripombe proučili, seveda vključili tisto, kar je realno možno, oziroma moram reči, da imamo zelo ambiciozen proračun, tako da smo poskušali čim več tega upoštevati, vsega pa žal ni bilo mogoče. Prva pripomba na proračun je bila v zvezi z izdelavo projektne naloge, katere cilj je bil določiti območja, na katerih bi se ne ohranile vinogradniške terase oziroma terasasti nasadi, oziroma določili območja, kjer se terasasti nasadi prestrukturirajo v vertikalne vinograde. Ker naloga ni prinesla pravih rešitev za vinogradnike, je potrebno s projektno nalogo ovrednotenja terasastih nasadov znotraj Pirinskega parka nadaljevati.
Mi seveda nadaljujemo vse te aktivnosti v zvezi z ohranitvijo teras na določenem območju in sicer zasledili smo tudi, sodelavka me je seznanila, da je o tem bila razprava tudi v parlamentu. Mislim, da to terja absolutno malo širšo razpravo, strokoven pristop, kajti mi smo značilni po terasastih vinogradih in se nam zdi zelo ključno, da določen del ohranimo, predvsem zaradi razvoja turizma. Tam, kjer pa je to seveda z argumenti podprto, tam pa mogoče res se pristopi k vertikalam. Jaz sem se pogovarjala tudi z sodelavcem, smo obiskala gospodom Vavpotičem, župana občine Ormož, kjer smo seveda prišli do zaključka, da je tukaj seveda potrebno upoštevati vinogradnike, njihove izkušnje. Tako da smo zaprosili za sestanek tudi na Zavodu za varstvo narave. Gospa Koligaričeva mi je ravno danes sporočila, da se v torek srečamo skupaj z občino Ormož in potem seveda nadaljujemo prizadevanja v smeri. To je pač moje osebno mnenje, da tam, kjer je upravičeno, se gre v vertikale, vsekakor pa je potrebno določeno območje ohraniti. Seveda bi tukaj človek pričakoval, da z določenimi spodbudami tistim, ki še vztrajajo pri vinogradih in jih seveda obdelujejo in ki so jih pripravljeni še vedno obdelovati na terasah. Druga pripomba, v proračun 2026 se vključi ureditev pešpoti od Betonskega mostu v parku Prvega slovenskega tabora do Lesenega mostu na Razlagovi ulici. Tukaj smo seveda upoštevali to pripombo, gre za pot, ki pelje do Razlagove ulice, nenazadnje je tam kar nekaj otrok, ki obiskujejo osnovno šolo Ivana Cankara in je potrebno zagotoviti šolsko pot. Vi veste, da tukaj pri Konosu je nevaren odsek, tako da to pot veliko koristijo tudi ljudje iz doma starejših občanov, tukaj srečamo invalidske vozičke, nenazadnje tudi nekateri koristijo zdaj pot do nove športne infrastrukture, igrišča za umetno travo, na splošno športno-rekreacijski center, tako da smo nekako to vključili v predlog druge obravnave oziroma dopolnjen predlog. Pripomba številka 3, da se vključi izgradnja javne razsvetljave na relaciji od glavne ceste na Spodnjem Kamenščku v ulico od hiš 17 do hišne številke 15, v dolžini cirka 300 metrov. Ta sredstva so zagotovljena na področju krajevne skupnosti Ljutomer, to je investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave. Pripomba številka 4 se prav tako nanaša na javno razsvetljavo na gramoziranem parkirišču na Razlagovi ulici, to je pod isto postavko pri KS Ljutomer. Potem pripomba številka 5, da se zagotovijo sredstva za postavitev koše in klopi na območju krajevne skupnosti Ljutomer, to je postavka vsako leto in se tudi dogovori skupaj z krajankami in krajani in s krajevno skupnostjo Ljutomer. Pripomba na proračun številka 6, da se zagotovijo sredstva za ureditev odvodnjavanja in navoz drobljenega asfalta, asfaltiranja na parkirišču pri Ljutomerskem pokopališču. To smo sanirali oziroma navozili drobljeni asfalt pred 1. novembrom, se pravi pred dnevom spomina na mrtve, tako da se je dejansko to že realiziralo predhodno. Pripomba na proračun številka 7, da se vključi rekonstrukcija ceste Kamenšček-Branoslavce, se pravi po domačem pravimo Branek v dolžini 1,2 kilometra. Tukaj moram iskreno povedati, da smo en del vključili za leto 2026, manjši del. Odvisen pa od več dejavnikov, se pravi tudi nenazadnje od tega, koliko da nastala zimska služba, nenazadnje tudi, kaj se bo zgodilo z sanacijo oziroma izgradnjo pločnikov oziroma ceste na Podgradju. Če ne bomo pridobili služnostnih pogodb, potem tudi seveda ne bomo mogli priti do izgradnje pločnikov in bo investicija nižja. To je kar nekaj dejavnikov, če se bo seveda pristopilo k izbiri izvajalca, to bomo tekom leta seveda pozorno spremljali in potem videli, če bomo sploh lahko pristopili k temu. Čisto realno povedano je v letu 2026 nekje
okrog 80 tisoč evrov, preostanek nekaj malo več kot pol milijona evrov je v letu 2021. Povem čisto vse iskreno. Ne želim dati nekih velikih obljub. Potem pripomba na proračun številka 8, da se v letu 2026 naj nadaljuje z asfaltiranjem ceste na relaciji Globoka 27C, Globoka Vrh v dolžini 200 metrov. No, tukaj vsako leto občina Ljutomer dobi strani Ministrstva za notranje zadeve določena sredstva kot nadomestilo za uporabo cest ob nadzoru meje z Republiko Hrvaško in se pač potem tudi, koliko sredstev se dobi, se v ta obmejna območja tudi namenijo ta sredstva za sanacijo teh predmetnih cest. Pripomba na proračun številka 9, da se zagotovijo sredstva za postavitev popravilo informacijskih in obvestilnih tabel, plakatnih panojev v obliki, ki je sprejemljiva za občino Ljutomer, postavitev oziroma popravilo informacijskih in obvestilnih tabel, plakatnih panojev v enotni obliki. Tukaj sodelavci že peljajo aktivnosti glede kataloga plakatnih mest, da bi to res bilo pač poenoteno, da bi dobro izgledalo. Določa se tudi lokacije plakatnih mest, oblika plakatnih mest in na podlagi kataloga se bodo potem nabavili novi plakatni objekti za oglaševanje. Sredstva pa so predvidena na proračunski postavki 130358 ureditev oglaševalnih in obvestilnih tabel. Pripomba na proračun številka 10 predlaga povišanje sredstev za sofinanciranje športnih društev, se pravi tako imenovani letni program športa, za 20%, se pravi 105 tisoč na 126 tisoč evrov. Večkrat poudarjamo, da dejansko v naši občini veliko denarja namenjamo v športno infrastrukturo. Tukaj smo zbrali, koliko je predvidenih sredstev v letu 2026 za namen športa, to je skupaj 913 393 evrov. To je šolska športna tekmovanja 5 tisoč evrov. Sofinanciranje športnih društev iz LPŠ smo pustili 105 tisoč, zaradi tega, ker smo dvignili sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov, potem tudi ureditev igrišča pri osnovni šoli Cven, kjer smo seveda prijavili že na Fundacijo za šport ta predmetni projekt. Potem tudi obnova atletske steze v športno-rekreacijskem centru v Ljutomer, tudi to smo prijavili na Fundacijo, se pravi 2 projekta. V prvi obravnavi smo sicer imeli tudi izgradnjo tenis igrišča v Mali Nedelji, vendar je moglo biti to 100% v lasti občine, če so želeli konkurirati na fundacijo, ampak je pač nepremičnina v lasti športnega društva v Mali Nedelji, tako da nismo mogli prijavljati te zadeve. Za sofinanciranje vzdrževanja športnih dvoran pri osnovnih šolah 15 500, potem za ureditev igrišč pri osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer 53 tisoč in nekaj, in pa upravljanje vzdrževanja športnih objektov 431 900. Nekaj smo dodali, se pravi za ta 2 projekta, kar smo prijavljali na Fundacijo za šport, poleg tega pa smo dodali tudi v postavku investicijsko vzdrževanje športnih objektov 30 tisoč za postavitev kontejnerja, in sicer to so WC in pa tuše ob novo izgrajenem igrišču z umetno travo. Pripomba na proračun številka 11, podan je bil predlog za postavitev montažnih panojev v času volilnih kampanj. V mestu Ljutomer sta namreč samo 2 brezplačni plakatni mesti. Montažni panoji se naj v času volilnih kampanj postavijo na glavnem trgu in ob severni vpadnici v mestu Ljutomer v velikosti, to ne vem, kaj pomeni, enoglasni pano na vlogo. No, zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da je občina dolžna zagotoviti brezplačna plakatna mesta, katera tudi zagotavlja. Dodatna začasna plakatna mesta se lahko postavijo na stroške organizatorja volilne ali referendumske kampanje na javnih površinah in objektih, za kar mora organizator pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljalca zemljišča. V kampanji pa je seveda moral tudi odstraniti. Se pravi, da občina tu pač zagotavlja tisto, kar po zakonu mora, kar pa je dodatno pa je pač stvar organizatorja volilne kampanje. Pripomba na proračun številka 12. V letu 2026 se pristopi k izdelavi projektne dokumentacije za obnovo novogradnjo zadružnega doma v Krištancih.
Dejansko smo zelo dosti preigravali to zadevo, govori se veliko, ampak malo mogoče te informacije tudi v javnosti ne držijo. Mi smo imeli tudi v bistvu zbor krajanov, kjer so krajani tudi povedali svoje mnenje. Tu še se nič ne dogaja. Razmišljali smo tudi o zdaj aktualnem razpisu za obmejno problemska območja, vendar je pogoj pri prijavi, da že obstaja gradbeno dovoljenje, tako da tukaj ni izpolnjen pogoj. Jaz verjamem, da bomo še naprej iskali rešitve, ki bodo najboljše, seveda pa nikakor ne brez sodelovanja krajevne skupnosti. Pripomba na proračun številka 13. V proračun se uvrsti asfaltirane javne poti v Globokem, dolžina 270 metrov, ocenjena vrednost 70 000 evrov. To je žal uvrščeno ne v letu 2026, ampak v načrt razvojnih programov za 27 leto. Potem je bila pripomba številka 14, da se v proračun vključi ureditev pešpoti na relaciji od hotela Bioterme do Male Nedelje. Kot vam je znano, smo v preteklih letih že zgradili pločnik na relaciji Bioterme Mala Nedelja, seveda zagotavlja varno hojo pešcem na tej relaciji. Za potrebe turizma smo v NRP vključili nov projekt, ureditev pohodnih poti v Kajus Mala Nedelja, in sicer letos 27 in 28. In seveda se predvideva, da bi projekt prijavili na ustrezen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, ker se obljublja kar nekaj sredstev na področju turistične infrastrukture. Potem pripomba številka 15. V proračunu se vključi modernizacijo neasfaltirane dele ceste Kuršinci v dolžini 1100 metrov. Investicija žal ni vključena v leto 26, glede na strokovne argumente po prioritetah, ki bi naj zagotavljale kot kriterije pomemben varnost udeležencev v cestnem prometu, zato je nekako vključena v načrt razvojnih programov v letu 28 in 29. Pripomba na proračun številka 16. Predlog, da se v NRP zagotovijo sredstva za rekonstrukcijo križišča Krapje 73 in križišča pri Križu, križišče Babinci Cven, Ljutomer, Krapje. Nekateri ukrepi so seveda bili že izvedeni v križišču Babinci Cven, Ljutomer, ker so seveda se tam zgodile prometne nesreče. Ureditev križišča je vključena v NRP, in sicer pod rekonstrukcijo lokalne ceste Ljutomer-Veržej, in sicer leto 2030. Pripomba številka 17 je bila, da se izvede zariš črt po sredini ali ob robu lokalne ceste čez celotno krajevno skupnost Krišna Česolnici Grlava. Sredstva za izris se zagotavlja v planu vzdrževanja glede na finančne zmožnosti v posameznem letu. Pripomba na proračun številka 18. Se vključi rekonstrukcija javne poti Godemarci v dolžini 530 metrov. To se je vključilo v načrt razvojnih programov za leto 2027. Iz argumentov, kot sem jih navedla. Potem pripomba na proračun številka 19. Se vključi rekonstrukcija ceste Radoslavci-Lovski dom v dolžini 1300 km, žal v letu 2028. Pripomba na proračun številka 20. Razširitev dovoznih poti s pločnikom od obstoječega pločnika pri Rudolf Ludviku in ureditev ter razširitev parkirišča pri Mrliški Vežici v Mali Nedelji. To smo vključili v načrt razvojnih programov 27-28. Pripomba številka 21. Se zagotovijo v letu 26 sredstva za rekonstrukcijo ceste od gasilskega doma v Mekotnjaku do hiša v Mekotnjaku številka 19 v dolžini 550 metrov. Investicija je predvidena za leto 2027, in sicer v sklopu projekta rekonstrukcija javne poti v Kajus Stara cesta, druga faza. Potem je pripomba na proračun številka 22. Tretja faza rekonstrukcije cest na območju krajevne skupnosti Železne Dveri. Sedaj je vključena rekonstrukcija ceste od Dvorca do Sibona, predvidena tretja faza pa v načrt razvojnih programov 28. leta. Pripomba številka 23. Se vključi rekonstrukcija ceste od državne ceste čez Železne Dvere do konca vasi Jeruzalem z izgradnjo kolesarske steze, kot sem že omenila. V letošnjem letu je predvidena od Sibona do Dvorca. Potem je pripomba številka 24.
Izvede se postavitev avtobusnega postajališča v Radomerju nasproti gostišča Stari Hrast ob državni cesti ter železnih dverih pri hišni številki 5. Postajališče za šolo obvezne otroke, zemljišče pa je last Veri Paksa in se s postavitvijo strinja. Vsako leto seveda postopoma urejamo avtobusno postajališče po celotni občini. 25. leta je bilo urejeno avtobusno postajališče v naselju Slamljak, v 26. letu se predvideva postavitev postajališča v Mali Nedelji. Na spomladanskem ogledu cest pa se s predstavniki KAJ Železne dvere ugotovi ustreznost lokacije in potrebe tudi za postavitev postajališča. Potem je bila pripomba številka 25, naj se zagotovijo sredstva za izgradnjo kolesarske steze po nasipu iz smeri Razkrižja proti Ljutomeru. Veste, da je to projekt, ki je vključen v del regijskega projekta Mura-Drava Bike. To gre v bistvu za državni projekt, ki bi naj bil tudi sofinanciran strani Evropske unije. Sicer se pogovarjamo z ministrstvom, ampak žal še to ni nekako se premaknilo v smeri realizacije. Pripomba številka 26. Po izgradnji elektroomrežja v zemlji je prišlo do več večjih poškodb cestišča, zato se v letu 26 izvede sanacija ceste v Nunski grabi od hišne številke 23A do hišne številke 43. To se je vključilo v načrt razvojnih programov 29-30. Potem številka 27, da se zagotovijo sredstva za asfaltiranje ceste v Podgradju na relaciji od hiše 23 do 25, saj ob vsakem deževju odnese gramov, prav tako na poti navigacija voznika na to cesto, ki je hkrati povezovalna cesta za Slamljak in Ilovci v dolžini 100 metrov. Hkrati je to povezovalna cesta. Modernizacija je vključena v načrt razvojnih programov in sicer najprej je predvidena izgradnja druge faze kanalizacije, to je tisto območje, ker žal ni v aglomeraciji in ni predvidena zdaj v izvedbo. V prvi fazi, se pravi druga faza po izgradnji kanalizacije, je predvidena tudi sanacija te ceste. Potem je pripomba številka 28. V letu 26 se pristopi k sanaciji pločnikov in izgradnji kolesarske steze ob regionalni cesti skozi Stročjo vas. Investicija je vključena v načrt razvojnih programov in sicer za leto 2029. Tu si sicer zelo prizadevamo občine, da bi pločnike ob državni cesti tudi participirala država, vendar še nismo nekako premaknili tega v dobri smeri za občine. Pripomba številka 29. V letu 26 zagotovijo sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo na območju KS Krištanci, Šalinci, Grlova. To je vključeno v načrt razvojnih programov za leto 2027. Potem pripomba na proračun številka 30, da se zagotovijo sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Desnjaku od hišne številka 48 do 54, ki je bil zgrajen leta 76. Navedeno vodovodno omrežje je letnik 81 in ga bo seveda v prihodnjih letih treba sanirati. Predhodno pa je potrebno seveda naročiti projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in to se potem predvideva v letu 27 naročiti. Pripomba številka 31, da se naj zagotovijo v letošnjem letu tudi sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja od gasilskega doma v Mekutnjaku do hišne številke 19, nadaljevanje do hiše v Mekutnjaku, hišna številka 11 v dolžini cirka 650 metrov. Seveda je potrebno tudi naročiti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. To smo vključili v načrt razvojnih programov za 27 leto. Pripomba številka 32 se vključi ureditev igrišča in zemljišča ob zadružnem domu v Kriščancih ter postavitev 2 kontejnerjev za športne in kulturne aktivnosti mladih in starejših občanov. Predlaga se ureditev igrišča in zemljišča ob zadružnem domu v Kriščancih. Kot sem že omenila, si seveda prizadevamo najti neke rešitve, odvisno od seveda tega, kaj bi se uspeli dogovoriti. Pojavil se en zasebni investitor, ki je pripravljen graditi tam individualne stanovanjske hiše oziroma več stanovanjske objekte in smo tudi omenili zadružni dom. Bil je tudi zainteresiran, da bi se mogoče lahko celo uredil kakšen skupni prostor, ampak več o tem ne bi, ko se on odloči, ko bo da sporočil, če se mu to zdi zanimivo, potem, kot sem že dejala, bo razgovor z krajevno skupnostjo.
Pripomba številka 33, predlaga se rušitev objekta zadružnega doma v Kriščancih, postavitev manjših primernih objektov za izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti. Mislim, da sem to že zdaj povedala. Potem pripomba številka 34, da se vključi izgradnja nove osnovne šole in telovadnice v Cezanjevcih. O tem smo seveda razpravljali na sami seji, predračunska vrednost je bila 10 milijonov evrov, zato tudi se nismo odločili za prijavo na razpis. Uspešni smo bili z prijavo prizidka v osnovni šoli Cvetka Golarja. Malo nam je zmanjkalo za osnovni prizidek vrtca Ljutomer. Samo 3 točke, s tem, da smo dali pobudo župani občin, kjer pač tistih občin, ki smo prijavili vrtce in nam je zmanjkalo tako malo točk, da bi pač na vladi povišali sredstva, da bi se ti vrtci tudi pač podprli. Čakamo, samo 2 točke, hvala direktorica. Čakamo na odgovor oziroma pojasnilo vlade, če bodo slučajno zagotovili dodatna sredstva, kot je recimo v preteklem mandatu prejšnja vlada naredila, pa se zgodijo prizidek vrtca Male nedelje, če se spomnite. Tako da pri telovadnici na osnovni šoli v Cezanjevcih smo pustili 50 000 evrov, če bo potrebno seveda novelirati projektno dokumentacijo, oziroma smo se tudi že za šolo pogovarjali in pa z krajevno skupnostjo, kako res optimizirati, da bo izobraževalni proces potekal nemoteno. Tako da malo nas dejansko skrbi ta slika glede vpisa učencev in bomo seveda to budno spremljali in potem videli, kaj se bo dalo narediti. Potem je bila pripomba številka 35, da se zagotovijo sredstva za povrnitev stroškov za nakup FFS, ki so dovoljena in istočasno obvezna za zatiranje ameriškega škožatka, kot pomoč vinogradnikom pri zatiranju zlate trstne rumenice. Jaz se zahvaljujem za to pripombo, ampak to smo imeli vsako leto, dodeljevanje teh finančnih nadomestil za ukrepanje pač proti temu ameriškemu škožatku, se tisti, ki pač imajo to, obrnejo za nadomestila pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. No, tu smo tukaj dodali tudi link, kamor treba dostopati. Občine pač nimamo te možnosti, da bi tukaj kaj naredili. Pripomba številka 36. 26. leta se zagotovijo sredstva za namestitev stebričkov z modrimi odsevniki ob cesti na relaciji Ljutomer-Cvenk-Krapje-Veržej, saj se opaža vedno več divjadi na tem območju. Modri odsevniki niso del prometne signalizacije, ampak jih na določenih odsekih, kjer se nahajajo cestni smerniki, nanje montirajo lovske družine. Tako da na relaciji Ljutomer-Veržej ni obcestnih količkov, zato tudi ni modrih odsevnikov mogoče postaviti. Pripomba na proračun številka 37. Predlog za postavitev solarnih luči na območju krajevne skupnosti pri vseh ekoloških otokih, pri Kužnem znamenju, pri gasilskem domu Kriščanci, Šalnici in pri cvetličarni Slavič. Občine smo dejansko dolžne postavljati javno razsvetljavo, ker se osvetljuje javna prometna infrastruktura, se pravi ta ob cestah, pločniki, kolesarskih stezah. To ne spada pod javno prometno infrastrukturo in pa glede na to, da so dostikrat inšpektorji opozorili, da gre za svetlobno onesnaževanje, pa da pač ni smiselno to dodatno osvetljevati, te pripombe nismo upoštevali. Pripomba številka 38. V proračunu se vključi preureditev stolpa na Jeruzalemu v razgledni stolp ali postavitev novega. No, tudi to smo že poročali, da smo imeli razgovore z Agencijo za komunikacijsko omrežje in storitve Republike Slovenije, tako imenovani AKOS, ki takrat pač ni dal zelene luči, da bi ponovno odprli ta razgledni stolp. Zdaj se nekaj dogaja, nekaj so boje postavili, čisto točne informacije nimamo, vsekakor pa bomo preverili in vas tudi s tem seznanili. Hvala lepa, malo je bilo več pripomb, jaz se vsem seveda zahvaljujem za podane pripombe. Zdaj še vam predstavim dopolnjen predlog proračuna. In sicer dopolnjen predlog proračuna za leto 2026, plan prihodkov je v višini 23.430.616. Imate prikaz, koliko sredstev je
prejetih iz Evropske unije, koliko transfernih prihodkov, prejetih donacij, kapitalskih prihodkov, nedavčnih prihodkov in pa davčnih prihodkov. Odhodki so planirani v višini 24.817.601. Kot smo vas že seznanili pri prvi obravnavi, je bil predlog zadolževanja za 2 milijona evrov. Mi dodatno nismo dvigovali zadolževanja, čeprav smo neke stvari zdaj vključili. Vključili smo jih zaradi tega, ker se je beležil nekaj viška sredstev na računu konec leta. Podrobnosti seveda lahko pojasni gospa Koserova, ki je pač skupaj z ostalimi sodelavci pripravljala tudi dopolnjen predlog. In sicer 300 000 pa je bilo tudi iz naslova povišane povprečnine, kar pa še pri predlogu proračuna za prvo obravnavo nismo imeli tega podatka, koliko se bo točno dvignilo, ne. Zato vas zdaj seznanjam, katere stvari smo, ker smo pač beležili dodatna sredstva, vključili v proračun, vendar te stvari vam moram iskreno povedati in bom tudi pojasnila, so predlog, nekateri kot izhodišče za razpravo. In sicer dodatno smo vključili postavko revitalizacija objekta Blagovnica, poimenovali smo kar center novih priložnosti. Tukaj je v dopolnjenem predlogu proračuna predvideno 1,5 milijona evrov. To, takrat, ko smo dejansko pripravljali dopolnjen predlog, smo bili seznanjeni v tistem času o tem, da je objavljen razpis obmejna problemska območja, kjer je možno pridobiti 100% sofinanciranje. In smo ugotovili, da bi občina lahko pridobila 1,2 milijona nepovratnih sredstev, seveda, če bi dobro spisali projekt in bi sledili pogojem razpisa. In ključno se nam zdi, da je Blagovnica neka strateška priložnost za dolgoročni razvoj mestnega jedra. Po drugi strani pa se zavedamo tega, da je to dejansko zelo finančno in vsebinsko zahteven projekt. In seveda terja zelo odgovoren in premišljen pristop. Objekt je trenutno na prodaj. Veste, ko se še so izpraznili prostori trgovine in oblačil, pač tam, kjer so obleke prodali, smo mi takoj stopili v kontakt z odgovornim za področje nepremičnin, kaj se bo zgodilo, kakšne plane ima, nenazadnje ima Mercator 3 objekte v naši občini in so rekli, da so se odločili prodati Blagovnico. Izklicna cena, po zadnjih podatkih, ko smo bili na sestanku, je bila 580 000 evrov. Mi smo si ogledali dvakrat objekt, nenazadnje tudi z nekimi zainteresiranimi investitorji, tudi z projektanti, malo smo potipali, vendar se nam zdi, da je v slabem stanju ta objekt, v zelo slabem stanju, tudi opozorili smo, da streha pušča, tako da niso pristopili k sanaciji, neke začasne ukrepe so sicer vzpostavili, ampak mislim, da bo s tem samo objekt izgubljal na vrednosti. Seveda, posledično to pomeni, da prenova terja določena finančna sredstva in javni razpis, oziroma če bi se želeli prijaviti na obmejna problemska območja, pa bi mogli že imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje. Seveda slediti pogojem razpisa, to pomeni, da bi bile vsebine, ki jih razpis predvideva, to so coworkingi, to so ohranjene kulturne dediščine, vsebine so konkretno določene. Zato smatramo, da je končna odločitev o nakupu v bistvu smiselna takrat, ko bo jasno, kaj želimo v objektu ustvariti in tudi kakšni so realni stroški. Vendar je rok za prijavo 14. februar, kar pa je preoptimistično razmišljati, da bi dejansko sploh lahko prijavljali, ker je potrebno predložiti tudi gradbeno dovoljenje in to so seveda dolgotrajni postopki. Po drugi strani se govori, da bi naj bil ponovni razpis v jesenskem času.
pa še en vidik oziroma dejstvo je, da pa se govori tudi, da bi se naj obmejna problemska območja, to, kar smo si seveda mi prizadevali in je tudi minister Jevšek pomagal, da je občina Ljutomer vključena v obmejna problemska območja, da bi se naj to ukinila. Tako da zdaj v tem trenutku ne vemo, kaj se bo dogajalo, ampak vseeno neka prehitra prijava brez nekih trdnih podlag bi po naši oceni pomenila veliko tveganje za morebiten neuspeh, tudi za kakšne poznejše zaplete. Tako da predlagamo neki postopen, vključujoč pristop, nekako bi radi, oziroma pogovarjali smo se zelo konstruktivno včeraj, da bi mogli oblikovati jasno vsebinsko in prostorsko vizijo, ter tudi omogočiti izbor najboljših rešitev. Recimo dober primer se nam zdi, o katerem smo se včeraj pogovarjali, center Rog v Ljubljani. Postopek pri njih je bil takšen, da so najprej jasno opredelili, kaj želijo ustvariti, da želijo ustvariti odprto kreativno središče in nato so tudi naredili arhitekturni natečaj, kar mislimo tudi mi skupaj s sodelavci, da bi bilo to smiselno, da bi naredili oziroma izpeljali arhitekturni natečaj, kjer bi dobili tudi neke predloge rešitev, kajti ta center Rog v Ljubljani ponuja res širok nabor proizvodnih laboratorijev, to so neki lesarski, potem so tekstilni, kovinarski, zeleni, keramičarski, steklarski, neki kuharski lab. V bistvu tam imajo mentorje in na vseh teh omenjenih področjih, ki sem jih naštela, se potem lahko vključujejo in tudi dobijo mentorstvo ponujeno, da se lahko nekaj dodatnega naučijo. No in takšna raznolikost vsebin v bistvu omogoča dostopnost različnim generacijam, ustvarjalcem, podjetnikom, društev in nekako razmišljamo, da bi takšen pristop tudi obrali mi. Vendar pa, če želimo neke aktivnosti začeti, če se želimo pogajati glede višine cene za odkup od Mercatorja, potem seveda nekaj moramo zagotoviti oziroma nakazati v proračunu. Takrat, ko smo pripravili predlog dopolnjenega proračuna, smo seveda izhajali iz tega, da bi se prijavljali na ta razpis, vendar ko smo takoj pristopili k tem razgovorom, ali je sploh možno projekt pripraviti, pridobiti gradbeno in tako naprej, je za našo oceno seveda preveč optimistično. Dejstvo je, da je v redu, da imamo proračunsko postavko, da imamo neko zeleno luč za pogajanje, če se bo zgodilo, če bomo prišli do ene res konstruktivne, dobre rešitve, vključujoč seveda tudi naše občanke in občane. Lani smo izvedli kar nekaj delavnic za oživitev mestnega jedra, bile so dobro obiskane, letos tudi želimo z dr. Ostanom in gospodom Reichenbergom te delavnice nadaljevati in bi jih potem tudi razširili na ta del, se pravi, kako vključiti tudi morebiti blagovnico. Potem je prišlo do spremembe pri dopolnjenem predlogu proračuna pri NEHI projektu, to je vzpostavitev skupne operativne enote za hitre intervencije ob naravnih nesrečah. Tu smo 30 000 evrov črtali, zaradi tega, ker pač projekt ni dobil podpore. Proračunska postavka sofinanciranja nakupa gasilskih vozil in opreme, požarna taksa, tukaj pa gre za prenos iz leta 2025 5000 evrov v leto 2026. No, v tem času med prvo in drugo obravnavo so se zgodili tudi razpisi za javna dela. Na nas so se obrnili Mladinski svet Ljutomer, Mladinski center Prlekija, potem tudi določeni zavodi, se pravi šole, pa center za socialno delo. Te prijave so bile oddane, zato smo seveda morali določene korekcije napram sredstva, ki so bila predvidena za javno delo v letu 2025 spremeniti v dopolnjenem predlogu. Niso pa še v bistvu odločene oziroma nimamo še povratne informacije, ali so javna dela odobrena ali ne, ne za vse, tako da kako bodo odobrena, tako bi se potem tudi seveda podpisale pogodbe. Če pa ne bodo odobrene, pa se tudi sredstva planirana ne bodo porabila. Pri kmetijstvu, veste, da smo pri prvi obravnavi razlagali, da smo
društvom dvignili 10% sredstev. Tu je mogoče malo prišlo do napačne do napačnega vnosa podatkov, tako da sedaj to štima za kmetijsko društvo 10%, za spodbujanje kmetijske dejavnosti pa ostane tako, kot je bilo. Potem predlog, kot sem že omenila, lokalna cesta Kamešček-Braslovci oziroma po domače Branik sem že obrazložila. Tukaj je za 26. leto predvidenih 81 000 evrov, v preostanek 27. Ureditev pešpoti v parku prvega slovenskega tabora 52 000 sem tudi omenila, se pravi proti Razlogovi ulici. Izdelava regijske celostne prometne strategije, to pa je projekt, ki ga imamo dejansko vse 4 občine upravne enote Ljutomer. Celostna prometna strategija je dostikrat razlog oziroma pogoj za pridobitev kakšnih sredstev, tako da so se tudi sedaj druge občine odločile in smo tukaj dodali 1000 evrov. Pri prvi obravnavi sem vas seznanila, da smo tudi za poleg pospeševanja razvoja malega gospodarstva, kjer namenjamo 50 000 evrov že kar nekaj let, dodali tudi spodbujanje razvoja turističnega gospodarstva v občini. Opravili smo razgovore z večjimi turističnimi ponudniki, to so predvsem tisti, ki ponujajo turistične namestitve. Zabeležili smo kar nekaj predlogov, ukrepov. Naslednji sestanek bo 17. januarja, ker bomo definirali bolj konkretne stvari. O tem bomo tudi poročali. Potem je pa prišlo tu malo do sprememb proračunskih postavk, in sicer mi smo namesto tega spodbujanja razvoja turističnega gospodarstva v občini imenovali postavko krepitev razvoja turistične destinacije Jeruzalem. In seveda tu gre izključno za potrebe turizma ta denar. To pa zaradi tega, ker se na nivoju Slovenske turistične organizacije in ministrstva sedaj nekako razpravlja o tem, katere občine bi bile vodilne turistične destinacije in katere bi bile perspektivne turistične destinacije. Tudi o tem smo spregovorili z ormoškim županom. Ormož bi naj spadal pod podravski del in je tudi zdaj nekako po prvih informacijah zainteresiran, da bi prleški del, se pravi tudi ostale prleške občine do Avstrije, da se dobimo. Midva smo se dogovorila, da nas on skliče, da bi nekako se zavzeli za to, da bi prleški del sključno z občino Ormož, ker pač je Jeruzalem na nekem tem delu, ker vsi se trudimo neko turistično ponudbo zagotavljati, se zavzeli za vodilno turistično destinacijo. Zato smo tudi nekako tu nakazali, da nam je tu mar in da bi radi na tem področju nekaj naredili. Seveda pa je bilo veliko odobravanje strani turističnih ponudnikov, da smo se začeli pogovarjati. No, zgodila se je tudi nova proračunska postavka, Grossmannov filmski center, avtentično turistično doživetje rojstva filma v Sloveniji. Zakaj nova proračunska postavka? Predvsem zaradi tega, ker je tudi v tem času bil objavljen razpis MGRT-ja, kjer imamo možnost dobiti približno, se pravi, vreden projekt bi bil 270 000, občina bi zagotavljala nekje 27 000 evrov, bi pa spostavili Grossmannov filmski center, in sicer mora biti to v objektu, ki je kulturno zaščiten in pa mora slediti cilju ohranjanja kulturne dediščine. O Grossmannu veliko govorimo, imamo Grossmannov festival. Slišala sem, da ste na odboru tudi razpravljali za finance, zakaj to ne bi potem bilo v Blagovnici, če bi se lotili Blagovnice. Ne more biti zaradi tega, ker Blagovnica ni zaščiten objekt, tako da se nekako bolj nagibamo k temu, da bi prijavljali projekt v prostorih mestne hiše, ker ti mestna hiša je zaščiten objekt, in bi potem seveda tukaj naredili eno takšno avtentično doživetje kot dodana vrednost naši turistični ponudbi. Ker lahko pač dobimo kar nekaj sredstev, če bo projekt seveda odobren. Potem smo
povišali postavko glede na realizacijo v letu 2025 s subvencijo za zbiranje in odvoz azbestne kritine za 500 evrov. Potem je prišlo pri fekalni kanalizaciji v naselju Kameščak do uskladitve z vlogo in novelacijo investicijskega projekta. Tukaj je za ene manjše korekcije, ampak mora biti usklajeno s prijavo. No, dodatno pa smo vključili tudi projekt Urbanova, namreč tu nas je Razvojna agencija Sinergija povabila, če bi želeli pristopiti k temu projektu. To je v bistvu bil razpis Horizont, gre pa za to, da projekt proučuje, kako skupni javni prostor vpliva na kakovost življenja, družbeno povezanost, občutek pripadnosti in vključevanje prebivalcev. To v bistvu sledi, koliko ste slišali, načelom novega evropskega Bauhausa, ki sledi načelom lepote, trajnosti in sodelovanja. Kaj bi s tem projektom v bistvu dobili? Ne bi bili v bistvu kot fizični, se ne izvaja fizičnih pilotnih projektov, ampak kot follower city. V bistvu se pridobi dostop do sodobnih evropskih metod, orodij, znanje za urejanje in upravljanje javnih prostorov in vključevanje prebivalcev. Mi bomo sodelovali, če bomo seveda uspešni na prijavi v participativnih aktivnosti, kot so delavnice, fokusne skupine in pri sooblikovanju smernic za prihodnji razvoj javnega prostora. Tu v bistvu je 100% sofinansirano, nekaj dodane izobraževalne vsebine, nekaj dodatnega znanja, tudi v smeri oživitve mestnega jedra, tudi kako načrtovati prostor, kako vključevati prebivalce. Ta aktivna participacija se poudarja. Potem je nekaj sprememb bilo v dopolnjenem predlogu, ravno zaradi tega prenosa upravljanja Doma kulture iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti na Splošno knjižnico Ljutomer. Sredstva za blago in storitev so se povečale z 88 na 94 tisoč. Potem sredstva za plače in druge izdatke javnemu skladu za 2500. Upravljanje Doma kulture Ljutomer, dopolnjen predlog 4000. Potem za delovanje Prleškega kulturnega in mladinskega centra smo iz 10.500 zmanjšali na 50 ali na 500, zato ker so se malo prerazporedila ta sredstva na teh postavkah. Potem prijavili smo na Fundacijo za šport tudi obnovo atletske steze v Športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Seveda smo si vsi prizadevali, da bi prijavili tartan, ampak nažalost to je bila predračunska vrednost čez 800 tisoč evrov, tako da smo se odločili za izvedbo v Lešu, s tem, da bi pridobili sredstva Fundacije za šport. Neka začasna rešitev pa je. Potem še imamo ureditev igrišča pri osnovni šoli Cvent, to sem prav tako omenila, da smo prijavili na Fundacijo za šport. Izgradnjo teniškega igrišča v Mali Nedelji sem omenila, ker ni občina lastnik, ampak športno društvo, pa ni upravičeni prijavitelj. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov pa, kot rečeno, dodatni prostor za WC-je in duše pri novem igrišču z umetno travo. Spremenila pa se je tudi proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč, tukaj se je povečalo za cirka 4000 evrov. Hvala lepa za pozornost, pripeljala sem vas do konca, upam, da vam ni bilo preveč monotono. Glede na to, da je to odlok o proračunu v drugi obravnavi, ni razprave, lahko pa se obrazloži glas. Odbor za finance je sicer na seji obravnaval odlok, prosim za stališče, gospod Bojano Gošnjak, predsednico. Hvala. Odbor za finance je na seji obravnaval odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 2026, dopolnjeni predlog. K odloku daje pozitivno mnenje in občinskemu svetu občine Ljutomer predlaga, da ga v predlagani obliki sprejme.
Statutarno-pravna komisija je na seji obravnavala dopolnjeni predlog odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 2026. Komisija glede skladnosti z veljavnimi predpisi k odloku daje pozitivno mnenje. Mikrofon. Glede na to, da se zlaven odloka v proračunu občine Ljutomer daje na glasovanje tudi načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2026, ki je sestavni del, potem tudi program razpolaganja s kapitalskimi naložbami občine Ljutomer za leto 2026 in pa letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v občini Ljutomer za leto 2026. Še bom povabila gospoda Mitja Kolbla, sodelavca našega za področje cest, da vam malo predstavi na kratko letni plan razvoja in seveda, kaj se nam trenutno dogaja v tej lepi zasneženi Prlekiji. Kje boš? Ti? Pozdravljeni. Zdaj v letošnjem letu smo dali zraven proračuna program razvoja občinskih cest. Zdaj gre za to, da malo vidite sploh, kako smo mi prišli do te cifre v proračunu notri, kaj je planirano, ker notri na področju vzdrževanja lokalnih cest, pa javnih poti oziroma zimske službe so eni zneski notri in zdaj jaz sem pač pripravil en taki plan, v katerem lahko točno vidite, kje je katerih del se predvideva izvesti v letošnjem letu, točno po številkah, tudi imate zraven cene. Zdaj v letošnjem oziroma konec lanskega leta je občina Ljutomer s podjetjem Novograd Lotmerk podpisala novo koncesijsko pogodbo, in sicer za obdobje 6 let. Zdaj na razpis sta prispeli takrat 2 ponudbi. Gre pa za območje 110 km lokalnih cest, 175 km občinskih javnih poti, 21 km pločnikov, cirka dobrih 3 km kolesarskih poti in pa 27.000 kvadratnih metrov javnih parkirišč, na katerih se bo izvajala ta gospodarska javna služba. Zdaj, če malo povzamem na hitro na področju lokalnih cest, v letu 2026 največji stroški predvidevajo na področju ureditve bankin, in sicer smo predvideli nekje 104.000 evrov, potem košnja trave, 87.000 evrov, krpanje udarnih jam z asfaltom, 21.000 evrov. Zdaj, kar se tiče lokalnih cest, se predvideva cirka 2000 kvadratnih metrov valjanja in pa 220 kubikov gromoza. Zdaj, če se malo še obrnem na občinske javne poti, tu predvidevamo, da bo največji strošek ureditve bankin, cirka 82.000 evrov, košnja trave zneskov, cirka 72.000 evrov in pa cirka 2800 kubičnih metrov gromoza, kar pa ni tako malo. Zdaj, do cifer smo prišli na podlagi realizacije iz prejšnjih let. Vsako leto gremo na teren s predstavniki krajevnih skupnosti, naredimo detaljni plan, kaj se bi naj izvajalo, in na podlagi te realizacije smo letos pripravili takšen plan. Zdaj, del tega plana je tudi zimska služba, pa že ne smo izkoristili to priložnost, mogoče povedal še kakšnih par besed glede tega. Zimska služba in tudi vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi pravilnika o vzdrževanju cest, ki pa točno določa, kdaj so ceste prevozne, marsikdo tega še ne ve. Moram reči, da so za nami zelo pestri dnevi, sploh kar se tiče klicev na moj mobilni telefon. Cesta se smatra, občinske ceste, javne poti oziroma lokalne ceste se smatrajo za prevozne, če je na njih manj kot 15 cm snega. Ljudje kličejo, nažalost, že pri 5 cm, so zelo slabe volje, ampak nažalost tak je. Mi probamo iti čim prej, da se gre ven, da se posipava, da se pluži, ampak nažalost pač so taka določila, ki jih je pač potrebno upoštevati. Zdaj, tudi pravilnik tudi določa, da v primeru, da se ne more
spucati cest. Se lahko določene ceste zapre. Ni nujno, da se jih spuca. Je pa točno določeno glede na kategorijo ceste oziroma kakorkoli. Določene so tudi prioritetni razredi. To so pri nas prvi prioritetni razred, imamo mi določene lokalne ceste oziroma povezovalne ceste, mestne ceste, ceste okrog javnih objektov, zdravstveni dom in tako naprej. In te ceste se pucajo prednostno, tiste, ki so pa pač javne poti nekje v oddaljenih območjih, pa na žalost ne morejo biti izpucane v istem času, kak te prioritetne ceste. Zdaj, če še mogoče malo povem, zdaj se dotaknem teh akcij, ki se sedaj izvajajo. Letos je zimo, zimska služba zelo intenzivno, bom rekel. V lanskem letu smo, oziroma predlani smo celo leto porabili cirka 275 ton soli, v letošnji sezoni do danes 400. Tako da malo dobite občutek, kaj to pomeni. Če zdaj pogledam samo te zadnje dni, se je intenzivna akcija začela 24.12. In takrat je se nekaj plužilo, večinoma posipavalo, ampak ta akcija, ki pa je zdaj danes še traja, se pa je začela že 3. januarja. In takrat so dečki dežurni na terenu noč in dan, tudi oni morajo vmes spati in na žalost vsega ne gre narediti. Zdaj, mogoče še malo za informativno, naš vzdrževalec uporablja pri svojem delu 3 tovornjake in pa 14 traktorov, ki plužijo dejansko, kakor se le da. Probam nekako zagotoviti, da je to vse skupaj nekaj prevozno. Zdaj, določene stvari, jaz sem na terenu, jih kontroliram, ene stvari so pač izpadle ven, bodo še danes tekom dneva urejene, tako se probamo, da čim boljše to zadevo urejo. To je to. Jaz bi tu samo, če še dodate, traktore, ki ste jih omenili, to so tudi naši kmetje, ne? No, malo tu prosim, ker tu imajo ljudje kar pomešane pojme. Ja, tu za mene domačini rešujejo, občine pa tu nič ne zanima, ne? To... Ja, mi imamo podpisano koncesijsko pogodbo s podjetjem Nograd, on ima pa pri sebi tudi podizvajalce, oni nimajo toliko traktorov pa strojev, oni se vzemajo čisto tiste lokalne ljudi, ki imajo seveda registrirano dejavnost in pa ki imajo stroje, ter ki so pripravljeni delati to službo. Tako da, hvala lepa tudi vsem tudi, ki so pripravljeni pomagati, ne? Ker to se pač ne zgodi vsako leto. To, kak se je zdaj. Hvala lepa. Mitja, dajem predlog proračuna v potrditev in sicer najprej bomo glasovali o naslednjem sklepu. Občinski svet občine Ljutomer sprejme odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 2026. Odlok iz prve točke tega sklepa se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Potem glasujemo o sklepu o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2026. Občinski svet, berem celega, ali mi zaupate? Tako je bilo gradive. Lahko dajem na glasovanje načrt s stvarnim premoženjem občine Ljutomer. Prosim, če glasujete. Hvala. Potem imamo tudi sklep o sprejetju programa razpolaganja s kapitalskimi naložbami občine Ljutomer za leto 2026. Kdo je za? Hvala lepa. In pa občinski svet občine Ljutomer sprejme letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v občini Ljutomer za leto 2026. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Smo pri naslednji točki. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Ljutomer. Prosim gospoda Alena Bolkoviča za obrazložitev.
Lep pozdrav še v mojem imenu. Zakon o javnih financah v svojem 49. členu določa, da se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v naših koncih prihaja do sprožitve zemeljskih plazov, do poškodovanja komunalne infrastrukture in pa cestnih objektov, zasutja jarkov, kanalet in prepustov, nanosa zemlje z kmetijskih površin ter podrtje dreves na javne površine. Z interventnimi in pa sanacijskimi deli se stabilizira in pa odvodnjava plazine, sanirajo se poškodbe javne infrastrukture, zagotavlja se cestna varnost, zagotavlja se dolgoročna in pa stabilna oskrba prebivalstva z elektriko, vodo in ostalimi življenjsko potrebnimi dobrinami in pa skrbi za normalno prevoznost cest. V sredstvo proračunske rezerve se tako izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2026 je tako za občino Ljutomer namenjenih 145.943 evrov sredstev proračunske rezerve. Hvala. Lepa, odbor za finance, prosim, gospod Gošnja za stališče. Odbor za finance je na seji obravnaval odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Ljutomer za leto 2026, skrajšani postopek, ko odloku daje pozitivno mnenje in občinskemu svetu občine Ljutomer predlaga, da ga v predlagani obliki sprejme. Predsednik statutarno-pravne, prosim, gospod. Statutarno-pravna komisija je na seji obravnavala odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve od občine Ljutomer v letu 2026, skrajšani postopek. Komisija glede skladnosti z veljavnimi predpisi k odloku podaja pozitivno mnenje. Hvala lepa. Občinski svet občine Ljutomer sprejme odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Ljutomer v letu 2026 po skrajšanem postopku. Odlok se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. Kdo je za? Hvala, soglasno. Hvala. Smo pri naslednji točki, in sicer dodatni točki dnevnega reda. Vabim gospoda Jana Belcelj, da nas seznani z pravilnikom o uporabi Doma kulture Ljutomer. Lepo pozdravljeni. Torej, pripravili smo pravilnik o uporabi Doma kulture Ljutomer. V letu 2025 ste občinski svet sprejeli odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer. In z tem odlokom je v bistvu prenehal veljati tudi pravilnik iz leta 2011, ki se je imenoval pravilnik o upravljanju Doma kulture Ljutomer, saj je, kot vam je znano, v preteklosti je bil upravljalec Doma kulture Javni sklad za ljubiteljsko kulturo, območna izpostava Ljutomer. Glede na navedeno dejstvo je bilo potrebno sprejeti novi pravilnik, ki vključuje tudi poleg cen tudi pogoje uporabe, upravičence uporabe. Tukaj smo sedaj sledili prvenstveno zakonu o uresničevanju kulture. Se pravi, na podlagi tega je prednostna uporaba vse kulturne infrastrukture v domeni kulturne dejavnosti nasploh. Kulturno dejavnost seveda izvajajo različni izvajalci, kot vam je znano, in na podlagi tega je v predlogu pravilnika tudi so določene kategorije. Poskušali smo v bistvu maksimalno nekako zagotoviti
ugodno, če se lahko tako izrazim, uporabo te infrastrukture za vse izvajalce kulturne dejavnosti. Tukaj smo nekako tudi opredelili domicilne izvajalce in potem izvajalce izven občine, kar je v bistvu praksa tudi drugod in je bila že v preteklosti. Nekako smo, čeprav ni neposredno primerljivo, ampak poskušali smo neke vzporednice potegniti tudi z recimo koriščenjem športne infrastrukture, katero imajo pravico izvajalci letnega programa športa. Ni popolnoma primerljivo, so pa podobni pogoji, podobna izhodišča. Kar se tiče cene, uporabnine, tukaj nas zveže poleg zakonodaje na področju kulture, tudi zakonodaja na področju ravnanja z stvarnim premoženjem, kjer so določila jasna, v katerem primeru je dopustna popolna oprostitev, da tako rečem, kakršnega koli plačila uporabe te infrastrukture, kdaj pa je lastnik dolžan oziroma upravljalec dolžan zaračunati tisti minimum nekih obratovalnih stroškov, da dejansko ta infrastruktura sploh lahko funkcionira. Tako da to bi bilo na kratko. Pa mogoče konkretno vprašanje, kakšno, če še kaj? Hvala lepa, izvolite. Želi kdo kaj vprašati? Ja, izvolite, gospod Žižek. Izključite. Dobro. Zdaj, po starem pravilniku je bila uporaba kulturnega doma dvorane brezplačna za društva, ki so iz občine Ljutomer. Zdaj, po novem pravilniku pa bo kar se zaračunavalo. Kot sem povedala, dejansko je bilo potrebno pri pripravi novega pravilnika upoštevati zakonodajo na področju ravnanja z stvarnim premoženjem države in občin. To pomeni, ni dopustno na nobenem področju v bistvu dajati brez kakršne koli uporabnine prostorov v uporabo. Gre za kratkotrajno uporabo, ne moremo govoriti o najemu, najem je dolgotrajnejši. V tem primeru smo izvzeli vse vaje kulturnih društev in ostalih izvajalcev, to je v točki, se pravi v členu. V tem primeru se ta uporabnina ne plača. Potem, kar se pa tiče vsega ostalega, so pa določeni minimalni stroški, in sicer na uro. Presodili smo, da je nekako ta način prijaznejši, kot je bil v obstoječem pravilniku, kjer smo imeli razpon do 4 ure in potem nad 4 ure. Teh 10 evrov je dejansko minimalnih, in to gre za prireditve, ki so opredeljene natančno v 6. členu tega pravilnika. Kot sem že povedala, vse vaje in te zadeve, ki pa se izvajajo nejavno, tako bom rekla, in jih je zelo dosti, v preteklosti je bilo tega zelo dosti v Domu kulture, ta del nismo opredelili kot plačljiv, ker ni prireditev. Vse ostalo nimamo podlage, da bi se prostor dajal v začasno uporabo popolnoma brezplačno. Še kdo mogoče? Če ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer sprejme pravilnik o uporabi Doma kulture Ljutomer, objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. Hvala lepa, Damjana. Potem smo pri sklepu o podelitvi Miklušičeve nagrade in priznanj na področju kulture za leto 2026. Prosim podpredsednika, gospoda Jankoša.
Komisija za priznanja je na spletni strani občine Ljutomer 5.11.2025 objavila ravni razpis za podelitev Miklošičev nagrad in priznanj na področju kulture v občini Ljutomer za leto 2025, ki je bil odprt do 5.12.2025. Komisija pa je na svoji 9. seji 16.12. Pregledala prispele vloge. Prispele so 4 vloge. Pri pregledu prispelih predlogov je komisija ugotovila, da je pri eni vlogi, se pravi pri vlogi, ki ga je poslalo kulturno društvo Cven, manjkalo soglasje kandidatke. Komisija je sklenila, da se predlagatelja pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vlagatelj je vlogo z zahtevanim soglasjem dopolnil v predpisanem roku. Vse ostale vloge pa so bile prispele, se pravi popolne. Po razpravi in pa pri branju obrazložitev smo člani komisije nekako zavzeli stališče, da so praktično vsi kandidati, vsi predlagani kandidati, nominiranci res že dalj časa dejavni na področju ljubiteljske kulture in z svojim delom in zalaganjem, prostovoljnim delom bogatijo tudi kulturno življenje v občini Ljutomer. Zato smo v skladu z odlokom o priznanjih in nagradah občine Ljutomer je komisija pripravila predlog sklepa za podelitev Miklošičevih nagrad in priznanj na področju kulture občine Ljutomer za leto 2026 za obravnavo in sprejem v občinskem svetu občine Ljutomer. Hvala lepa. Želite razpravljati? Če ni razprave, potem dajem predlog sklepa na glasovanje, in sicer sklep številka 159. Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme Miklošičevo priznanje za leto 2026 gospa Milena Studnička, Cuber 17, za dolgoletno uspešno delovanje v ljubiteljski kulturi. Potem po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme Miklošičevo priznanje za leto 2026 Kvartet Jeruzalem, pevska sekcija kluba Prleških babec za dolgoletno uspešno delovanje na pevskem, glasbenem in pesniškem področju. Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme Miklošičevo priznanje za leto 2026 tudi gospa Melita Lichtenwallner iz Krapja 46 za dolgoletno predanost ljubiteljski kulturi. Po sklepu občinskega sveta občine Ljutomer prejme Miklošičevo nagrado za leto 2026 gospod Jožef Pečnik, Ptujska cesta 5 Ljutomer, za uspešno dolgoletno delovanje na pevskem in gledališkem področju. Kdo je za? Hvala, soglasno. Imenovanje predstavnikov občine Ljutomer v svet območne izpostave JSK Ljutomer, prosim predsednika statutarno-pravne gospoda Jožeta Paniča za. Hvala za besedo. V svet izpostave JSKD občina Ljutomer predlaga 3 predstavnike, imenuje pa jih direktor. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila javni poziv za predlaganje kandidatov in prejela navedene kandidature. Na dopisni seji komisije, ki je trajala do 22.12.2025, je komisija prejela gornji predlog. Občinskemu svetu predlagamo, da predlog sklepa sprejme. Hvala. Dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer predlaga v svet območne izpostave javnega sklada kulturne dejavnosti Ljutomer naslednje kandidate. Gospa Mateja Topolinjak, Cven 48a, Pošta Ljutomer. Gospa Frančiška Fani Zorec, Cven 50, Pošta Ljutomer. In gospod Vito Žerdin, Kidričeva ulica 49a, Pošta Ljutomer. Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju na seji občinskega sveta. Kdo je za sklep? Hvala lepa. Smo pri zadnji točki pobude, predloge, vprašanja. Izvolite, beseda vaša. Ja, izvolite, gospa Slavica Sunčič. Lepe želje smo si že izrekli za novo leto, tako da s tem ne bi več, pa zdaj še tako bližamo koncu. Vse nekaj časa že mi govorimo o teh podatkih, izvedenih investicijah po posamezni krajevni skupnosti.
gospa županja je že tudi zdaj na našem zboru krajevne skupnosti povedala, za dobo ali pa več let, da te podatke pripravljate in bi bilo dobro, če bi enkrat na eni izmed sej imeli te podatke, da bi videli, koliko je bilo v katero krajevno skupnost v zadnjih 10, 12 ali 15 letih vloženo, da ne bomo govorili o tem neenakomernem razvoju krajevnih skupnosti, ker s tem podatkom potem lahko ovržemo ali pa potrdimo ta razmišljanja nekaterih svetnikov. Zdaj na eni izmed sej sem spostavila postavitev klopi v krajevni skupnosti Ljutomer oziroma v mestu Ljutomer in sem zdaj z zadovoljstvom ugotovila, da so sredstva za te klopi zagotovljena, pa še tudi za koše, tako da smo nekaj govorili o neki klopi na Ormoški ulici, mogoče tam nekje pri Imgradu, če bi bilo to možno, da bi se ta klop postavila. To smo s podžupanom že nekaj o tem razpravljala. Ja, vse zaradi starejših ljudi, to je moja že pokojna kolegica, to že veste, da je že pred leti to spostavila, da bi bilo dobro, da se pač malo oddahnejo, kdaj grejo še na pokopališče. No in še kot tretje, zdaj ne vem, če je bilo to na javni razpravi v Mali nedelji, je bilo to govora tudi o teh privatnih investicijah v različna stanovanja. Zdaj, prav gotovo vsi ti investitorji razmišljajo o vlaganju v stanovanja za mlade družine, pa bolj za mlade. Prav gotovo nihče ne razmišlja o starejši populaciji. Preko nepremičninskega sklada, kot veste, je v Ljutomeru samo 7 teh oskrbovanih stanovanj, tudi za občino Razkrižje, za občino Križevci in Deržej. Vsa so zasedena, povpraševanje za ta stanovanja je zelo veliko. To stanovanje, veste, kje so na Prešernovi 17, a to je zraven doma starejših. Zdaj ta stanovanja, moramo vedeti, da veliko starejših živi sami v velikih hišah in si želijo, jaz se z dosti starejšimi ljudmi pogovarjam, da bi hiše prodali, ampak nimajo primernih stanovanj. Zdaj, kaj pač pravzaprav pomenijo primerna stanovanja za starejše? To pomeni dostopna cena. In kar je najbolj nujno, je pa dvigalo. Starejši ljudje, veste, da po stopnicah že zelo težko hodijo. Prosila bi, da bi se mogoče tudi o tem, kaj se pogovarjali z investitorji, tudi za njih bi mogoče bila to enostavno dobra naložba. Če bi lahko o tem, kaj občina bo verjetno malo težje poskrbela za ta stanovanja, smo že nekaj imeli tudi govora z nepremičninskim skladom, ampak nekako tudi nimajo interesa, da bi gradili nova stanovanja tukaj, ne. Vsi veste, da je vsak dan več starejših, več osamljenih, več potrebnih pomoči, ne. To se bo sedaj tudi, kot je že bilo nekaj govora, pokazalo preko zakona o dolgotrajni negi in oskrbi. Rekla pa bi, ker jaz spremljam kar nekaj teh starejših ljudi, zelo me veseli, da se ta pomoč na domu tudi sedaj po prvem izvaja prav tako, kot je to bilo v preteklosti. Lahko bi rekla skrbno, prijazno in sočutno, zato res hvala vsem, ki skrbite za starejše. Zdaj, gospod Slavico, res je, ko sem največkrat pravi, ne, za mlade družine, ne, ampak blok, ki bi se naj gradil v letu 26 v Ljutomeru, ko sem ga že omenila, 27 stanovanj, ni to izključno za mlade družine, ne. Gradbena zakonodaja pa je dokaj zahtevna, kar se tega tiče. Vsak večstanovanjski objekt mora imeti tudi dvigalo, ne. Tako da je prijazno do starejših, ne. Zdaj še pač oni niso tega niti objavljali zaradi tega, ker dokaj gradbenega dovoljenja ne bodo dobili, so tudi rekli, da pač ne želijo še komunicirati tega, dokler ni vse zaključeno. Kar se pa tiče tega zasebnega investitorja, so bili pri nas, ne, ker so neke parcele na območju vaše krajevne skupnosti. On je tudi prišel do sodelavke, ki je pristojna za prostor, so tudi s projektantko prišli, kar se mi zdi zelo korekten in primeren način, vedno, ko neki zasebni investitor pride v našo občino, da najprej pride na sestanek, ker dostikrat se zgodi, da mogoče kateri projektant zriše po željah naročnika, te pa se zgodi, da to ne gre skozi prostorsko zakonodajo, te pa dostikrat jasni, češ, da občina nekaj ne dovoli, ne, ampak mi smo recimo zakona o graditvi objektov pisali. Tako da ta gospod je zainteresiran, pa tako kot sem že rekla, tudi ta del zadružnega doma bodo proučili in ko bodo dejansko imeli neke rešitve ali predloge,
se z nas, mislim, bomo vas povabili, pa bodo tudi del pogovorov. Mi ne bomo se sami nekaj odločili brez vas. Takrat mislim, da je bilo zelo prijazno pa prijetno pri vas na krajevni skupnosti, ko so ljudje konstruktivno začeli razpravljati. Ne, vse ste jim prav povedali in ko konstruktivno začnejo razpravljati, takrat tudi se zgodijo rešitve. Če smo pa negativno nastrojeni, te pa se ne poslušamo. Tako da jaz mislim, kar se pa tiče teh varovanih stanovanj, tu pa je res mogoče malo, oziroma oskrbovanih, da nismo bili toliko zanimivi, recimo, ampak vsekakor razmišljamo o nekih drugih rešitvah še, da bi še ponudili recimo prostore, ne. Oziroma tudi, ne vem, jaz si zelo želim, da bi tukaj, kak je na primer Ljutomerska klet, to je sicer od P&F-a, en del je od občine, da bi tu nastalo eno takšno, oprostite zdaj izrazi, ne, prijazno, pametno stanovanjsko sosesko, ki bi mogoče tudi bila za starejše, ki bi imeli neki skupni socialni servis oziroma oskrbovalni servis, ko recimo ljudje, ki so vitalni, ne, želijo živeti v nekih manjših stanovanjskih enotah, pa imajo neki skupni servis zagotovljeni, ko jim pripravijo zajtrk, ali jim operejo perilo, ali jim zlikajo, ne, ker nekateri so aktivni in mogoče ne bi tega delali. Imamo pač različne želje oziroma potrebe v občini, slediti pa je potrebno vsem potrebam, ne. Ene stanovanja bodo pač dražja, drugo cenejša, se tega se tudi zasebni investitorji zavedajo. Treba pa pokrivati v bistvu celoten trg. Nenazadnje je tudi fajn, ko se ljudje preselijo k nam, ne. Ker tudi se dosti pogovarjamo recimo z ravnatelji šol, je potrebno nekaj ponuditi, ker enostavno deca njega, in če bodo neka priselitev, potem bomo tudi imeli v vrtcih pa v šolah malo več otrok, ne. Tako da dosti se pogovarjamo, je pa res, ko je mogoče včasih malo, jaz se še čudim, ko je toliko zasebnih investitorjev, ne, ker davčnih obremenitev je kar dosta. Ampak se tega zavedajo in tudi še niso formirali cen pa tega, tako da še to vse v bistvu neznanka, ne. Zavedajo pa se, v Ljutomeru ne morejo biti takšne cene, kakor recimo v malo večjih mestih, ne. Tako da smo lahko srečni, to bo ena pridobitev, no, potem tudi blok s 6 stanovanji pri pošti, upam, da se tudi gradijo, so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, tudi mogoče podrobnejši občinski prostorski načrt, kakšni dodatek za stanovanjsko sosesko. Vse to se nekako pripravlja, ampak vse to traja nekaj časa, ne. Tako da se razmišlja, vsekakor, ne, samo od danes na jutri se nič ne zgodi. Hvala pa za vaše pobude. Ja, izvolite. Enkrat po televiziji je bilo, že niso več samo, da bi bili starejši ločeni, ampak so take soseske, ki so mladi, starejši, živijo skupaj, da lahko eden drugemu pomagajo. To je že v nekaterih evropskih državah zelo razširjeno, ne. Ampak gleda, da smo še mi kar daleč od tega, ampak je to tudi dobro, ker je super, če sobivajo, to veste, predvsem šolniki, da je zelo tudi pozitivno za starejšega človeka, predvsem pa za otroka, če živi tudi več generacij skupaj, kar je danes že ena prava čudesa, ne, da se to uspeva, da lahko več generacij živi skupaj, ne. Mogoče so take soseske tudi zanimive, ampak to je vse daljnoročno, tega se mi verjetno ne bomo včakali, ne. To je zelo dober predlog, v bistvu smo se tudi mi kar aktivno vključili takrat, ko je ministrstvo razmišljalo o pilotnem projektu v tej smeri, ne. Ko pride mlada družina k nekomu, ki je samostalno v veliki kmetiji, in potem kmetija ostane tudi družini, so pa dolžni za njega skrbeti, ampak nekako se to ni obneslo v Sloveniji. Nekatere evropske države to krasno funkcionira, pri nas pa ne vem, ne, bila je ideja, bila je želja, škoda, ko ne dajo to na lokalno raven, mislim, da bi se mogoče lahko zmenili hitreje, no, kako pa recimo z državnega nivoja dol, ne. Moram pa reči, ne, da hvala, ko ste pohvalili pomoč na domu, kar se pa tiče dolgotrajne oskrbe, pa še vedno ni sistemskih rešitev. Še vedno ne delujejo aplikacije, v katero bi lahko izvajalci vnašali zahtevke za plače, dolgotrajna oskrba se izvaja, aplikacije ne delujejo, ljudje bodo mogli dobiti plače, in vprašanje, kaj da se dogajalo. Veste, zato res včasih imaš občutek, ko niso stvari dorečene, začnejo se dogajati, potem pa je nevrede, ima res ljudje slab občutek, ne. Pa ne mi zamerite, včasih črka zakona ni zadosti, pomemben je človeški vidik, pa
ta čustvena zgodba, ne, in ljudje so res stisko. Mi smo imeli recimo, ko vam omenim, zelo hitre premike z temi sodelavkami za Centra za socialno delo, ko smo v občinskem proračunu zagotovili tudi odškodnino za neizkoriščanje dopust, samo ko so ljudje bili oskrbovani. In te ženske niso koristile dopusta, ne, ker mi nismo tako odreagirali, se je tudi že zgodilo, ko recimo, kaj nam človek doma podžupan opozorja, ni prišla gospa, ne, ker je rekla, glej, če ne bom dobila odškodnine za dopust, ker je ta pravica pripada, potem ne bom več delala. Ampak veste, kaj to pomeni za nekoga, ki je v posteli? Eni stvari se mogoče premalo zavedamo, ko pa vidiš v kakšnih stiskah, nekateri se seveda dnevno srečujete s tem, in jaz mislim, ko bomo v današnjem času, ki je poln nekih netočnih informacij, zavajanj, laži, mogli malo pri sebi ene stvari ustaviti, malo več empatije imeti en do drugega. Nikoli ne vemo, kdaj je kateri v stiski, in takrat, ko nekoga nucaš, je zelo fajn, ko imaš neki dober spoštljiv odnos postavljeni. In jaz, glejte, jaz vas razumem, hvala za razprave, ampak mislim, ko živimo v takšni lepi občini, ko je zelo na mestu, če bomo se razumeli, bomo vsem drugemu pomagali. Pa naj nas politika ne razdvaja. Resno nekaj se ne splača. Imamo zgodbe iz preteklosti, pa se zdaj sprašujemo, zakaj smo se par let po strani gledali zaradi politike, to se ne splača. Tu smo, skupaj držimo, pa začnemo ustvarjati še naprej ene dobre stvari, na katere bomo vsi ponosni. Če ni več vprašanj, potem jaz zaključujem sejo, jaz sem vam zahvaljujem. Želimo vse dobro pa lep večer, lahko noč.